Dober dan. Vlada je na današnji seji obravnavala jesensko napoved, poročilo Umarja, Urada za makroekonomske analize in raziskave, ki nam je podal tudi oceno gospodarske rasti za letošnje leto, to jesensko oceno za letošnje leto, kot tudi oceno za leti 2020 in leto 2021. Naj začnem pri letu 2019. Kot veste, smo mi rebalans proračuna leto 2019 naredili na oceni rasti, to je na spomladanski oceni Umarja, ki je bila v višini 3,4%. Nova ocena, to je jesenska napoved realne ekonomske rasti bruto domačega proizvoda v Sloveniji je 2,8%. Predvsem gre to na račun slabega drugega kvartala, ki je bil le 0,2% in kjer je prišlo do velike spremembe predvsem v segmentu zalog. Več o tem bo itak za mano povedala direktorica Umarja, tako da jaz bi mogoče samo navedel par podatkov. Ravno tako je pa bila podana tudi ocena, da se tretji ali pa pričakovanja za tretji in četrti kvartal izboljšujeta. Torej, mi smo na Ministrstvu za finance in to, kar sva večkrat s premierjem tudi poudarila, zavedamo ohladitve poslovnega okolja pri nas in predvsem v tujini, v naših največjih partnerjih. Jaz sem z 2. septembrom, kot veste, v skladu z pravilnikom o zaključku leta, v navednicah zamrznil proračun, kar pomeni, da sem vse kolegice in kolege ministre pozval k varčevalnim ukrepom, iskanju notranjih rezerv, torej do konca leta prihajamo v obdobje intenzivnejšega varčevanja in črtanja vseh nenujnih ukrepov. Ocena je, da v tem delu v zmanjšanju prihodkov lahko tudi v tem delu ta del kompenziramo z izrazitimi varčevalnimi ukrepi in seveda v tem delu potem ohranjamo pričakovani proračunski presežek. Mislim, da moramo biti v razmerah izrazite negotovosti previdni. Torej, gre za dodaten previdnostni ukrep. In naj v tem delu pač povem, finance niso politika, finance so stroka. In seveda v tem delu smo takoj, ko smo prejeli ta podatek, to je uradni podatek z današnjega dne, takoj odreagirali in sem seveda jaz to ministrskim kolegom priporočil in s tem smo se strinjali. Torej v letu 2019 do konca leta varčevalni ukrepi. Za leto 2020 je jesenska napoved v odnosu na spomladansko napoved spremenjena. Kot veste, je bila spomladanska napoved za leto 2020 3,1%, spremenjena napoved za leto 2020 je 3%. Torej ne gre za veliko izrazito spremembo. Kljub temu se je vlada odločila, da sprejme določene ukrepe in na današnji seji vlade smo potem soglasno sprejeli sklep, da na pristojnih ministrstvih, torej govorim o 15 ministrstvih, gremo v linearni ukrep zmanjšanja proračunskih odhodkov v višini 100 milijonov evrov. In to seveda upoštevamo v finančnih načrtih, jih udejanjimo tekom tedna in gre na naslednjo sejo, to je proračunsko sejo vlade, proračun za leto 2020, kjer bodo odhodki znižani za 100 milijonov evrov. V tem delu govorim seveda predvsem o državnem proračunu, torej se, rečemo, če poenostavim, zgornja meja 10,45 milijarde znižuje na 10,35 milijarde evrov. Torej ne glede, kje je ta meja postavljena, mi smo se odločili, da bomo v tem delu predvideli v državnem proračunu 10,35 milijarde odhodkov.
V tem delu seveda sledimo srednjeročnemu cilju, tako imenovanemu MTO. Proračunski presežki ostajajo v teh okvirih, torej če vzamem povprečje iz 0,4, potem na 0,8 in potem na 1,2. V tem delu ostajamo, torej kar je ključno, naj še enkrat poudarim, je, da ohranjamo proračunske presežke, še nadalje zmanjšujemo javni dolg in seveda v letu do leta 2022 sledimo temu MTO cilju, to je srednjeročni uravnoteženosti javnih financ. Torej v tem delu smo takoj odreagirali. Jaz sem kot minister za finance zelo jasno opozoril na, bi rekel, na spremembo v letu 2019, preventivno že predhodno, da tako rečem, omejil porabo z zamrznitvijo proračuna in predlagal intenzivno varčevanje na nenujnih ukrepih. Za leto 2020 je pa naš ukrep, da zmanjšamo proračunsko porabo za 100 milijonov evrov in s tem ostajamo v okviru fiskalnega pravila. Torej, proračuna za leto 2020 in 2021 bomo oblikovali tako, in to smo večkrat povedali, mislim, da smo bili to popolnoma jasni, boste oblikovana tako, da bosta oblikovana v skladu z domačim fiskalnim pravilom, kjer v največji meri lovimo to skladnost. Hvala lepa. Hvala ministru, vaše vprašanje, tako TV Slovenija, potem kanal Line, potem Pop TV in potem še na. Ja, minister, jaz imam vprašanje najprej glede 2019, kjer ste rekli, da boste začeli izrazito varčevanje oziroma ste na nek način ministrstvom naložili izrazito varčevalne ukrepe, pa me zanima, katere. In še vprašanje na rast. Mi še vedno pričakujemo torej, da bo rast pravzaprav prihodnje leto višja od letošnje rasti. Glede na ohlajanje gospodarstva, kako je to še vedno možno? Nismo preveč optimistični. Okay. Torej, mi že varčujemo, da rečemo, od septembra naprej. Torej, proračun v tem delu je zamrznjen, kar pomeni, da grejo vsi večji izdatki, razen tistih predvidenih v potrjevanje na Ministrstvo za finance, torej to varčevanje že poteka. Jaz sem minister samo pozval še k bolj intenzivnemu varčevanju nenujnih ukrepov. Tu ne govorimo zdaj tisto, kar so zakonske obveznosti, to se bo izpolnilo. Govorimo o tistih nenujnih ukrepih, kjer lahko privarčujemo. In mislim, da je prav tako. Treba se je v teh časih obnašati odgovorno in porabo zamejiti v tem delu. Kar se tiče napovedi rasti, kot veste, je UMAR neodvisna strokovna vladna inštitucija in pri sestavljanju proračuna smo seveda na Ministrstvu za finance dolžni slediti napovedim UMAR-ja. In tokrat smo dobili uradno jesensko napoved, ki je 3%. Jaz sem večkrat v preteklosti že, saj se spomnite, predvsem dva ukrepa ali pa dve zadeve sem predvsem poudarjal. Ena so notranje rezerve, tokrat jih res še bolj intenzivno udejanjamo na ministrstvih. Notranje rezerve pomenijo v bistvu prestrukturiranje, varčevanje. In dva, da se gospodarstvo okrog nas ohlaja. Naj pa zelo jasno povem, gospodarska rast, bodisi 2,8, bodisi 3, je zelo solidna gospodarska rast. Še vedno več kot dvakrat višja od povprečne gospodarske rasti evrskega območja. Je že res, da je Nemčija nekako vstopa v recesijo, ne? In da se je njihova gospodarska rast je ocenjena nižja, nekje 0,5%. Se pa tudi njihova napoved za naslednje leto zvišuje na 1%. Torej, mi skrbno spremljamo te zadeve. Jaz sploh ne želim v tem delu izpasti pesimistično. Še enkrat, mi imamo lepo gospodarsko rast, sledimo uradni napovedi UMAR-ja. Jaz pričakujem, da se zna zgoditi kakšen popravek, ampak poglejte, se bomo videli, tudi druge mednarodne inštitucije, IMF, Svetovna banka,
bojo dali te napovedi in če bo potrebno, se bomo v nadaljevanju prilagodili. Tokrat smo se nemudoma na to spremembo, ki je sicer samo 0,1% BDP-ja, nemudoma odzvali z tem ukrepom. In mislim, da je prav tako. Gospod minister, 100 milijonov manj odhodkov v proračunu za prihodnje leto, lahko poveste kaj več po posameznih resorjih, ne vem, komu se bo največ vzelo, ste to že določili, kako se bo jemalo teh 100 milijonov? Linearno po 15 ministrstvih. Vsem enako? Enako, linearno. Izvolite, Pop TV. To je nekje 1%, no, če tako vzamemo, ne. Suzana Perman, Pop TV. Jaz imam vprašanje za kolegico iz redakcije, glede na to, da je danes tudi odbor za javne finance poteka na to temo insolvenčna zakonodaja, primer Janković. Kakšno je vaše mnenje o tem, govorimo o odpisu dolgov in mnenje koalicije, ste na vladi v teh dneh, morda tudi danes, karkoli spregovorili v zvezi s to zadevo? Poleg rednih tem je bila danes na vladi in jaz se v tem delu seveda zahvaljujem direktorici Umarja, da smo danes lahko dobili to jesensko napoved, ne, ker bila ena iz možnosti tudi, da bi bila na naslednji, to je proračunski seji, in da lahko v tem tednu odreagiramo, je bila predvsem ta tema, ne, napoved Umarja in seveda ukrepi, in verjamete mi, da smo praktično ves čas posvetili tem ukrepom. Torej ukrepom v 19 in ukrepom v 20, bi pa še enkrat poudarjal, letošnjo leto predvidoma zaključujemo z presežkom, z varčevalnimi ukrepi v čim bližje temu, ampak glejte, zelo težko je napovedati zdaj, kakšna bo ta številka, je odvisna od prihodkov z DDV in predvsem evropskih sredstev. Ampak ga v tem smislu pozitivno zapiramo. Leto 2020 je uradna napoved in seveda jaz vzamem vedno uradno napoved. Umarja je 3%, ne glede na to, da je bila sprememba samo z 3,1 na 3%, smo na vladi nemudoma odreagirali in zavzeli ta omejevalni ukrep. Soglasno smo se o tem zedinili. Tako da, pogledajte, če bo ponovno spremenjena situacija, če se bo okolje spreminjalo, to je težko napovedati, bomo na vladi odreagirali na to spremembo. Je pa res, to je pa tudi treba povedati, da se svetovne inštitucije, saj zadnja napoved je bila takšna, za 4. kvartal in seveda leto 2020 izboljšujejo. Zdaj počakajmo, ko bomo seveda tam. Mi sledimo v tem delu jesenski in bomo seveda ponovno sledili kakršnikoli spremembi oziroma spomladanski napovedi Umarja. Ampak vaše mnenje še vedno niste povedali o insolvenčni zakonodaji? Nismo se okrog tega danes pogovarjali. Izvolite, Nova 24. Marjanca Šajher, Nova 24 TV. Mene pa zanima, kako pa komentirate proračunski primanjkljaj v prvih 7 mesecih in pa glede na to, da je v Nemčiji zaznati že upočasnjeno gospodarsko rast, ali ste to upoštevali tudi v pripravi predloga proračuna, potem pa še fiskalni svet, vemo, da je zelo kritičen do te porabe, torej večje odhodkov kot pa prihodkov. Kakšne ukrepe nameravate sprejeti oziroma ali ste jih tudi vključili v proračun? Naj vam povem zadnji podatek, vi ga imate iz julija in seveda julij pač moramo pogledati sezonskost. Se je v letošnjem letu izplačeval letni dodatek upokojencev, to je bilo 184 milijonov evrov, ravno tako se je vračalo dohodnina in tako naprej. V avgustu je bil proračun v črnih številkah. Izkazujemo presežek. Kar se tiče ohlajanja v nemškem gospodarstvu, jaz mislim, da sem že odgovoril, seveda skrbno spremljamo to in se bomo tako kot ostali prilagajali. Se pa kažejo seveda določeni ukrepi, predvsem to bo direktorica Umarja predstavila na zasebni potrošnji, ki je večja ravno zaradi teh ukrepov, ki smo jih sprejeli. Tako da v tem delu, jaz bi še enkrat poudaril, mi govorimo, kar se tiče Slovenije, o ohlajanju.
Izvolite naprej. STA, imamo še 3 vprašanja, najprej STA. Tadeja Vrtovec, STA. Jaz bi vas vprašala glede predloga za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Poslali ste menda včeraj zvečer izračune, ki ste jih pripravili in vi in na Ministrstvu za zdravje. Lahko kaj več poveste o teh izračunih, kakšni bi bili javnofinančni učinki glede na predlog Levice? Minister za zdravje je malo prej dejal, da bo treba lep del sredstev zagotoviti iz integralnega proračuna. Kakšno vaše stališče in ali bo to šlo tudi v luči vseh stvari, ki ste jih danes povedali? Hvala. Torej, ukrep se nanaša na Ministrstvo za zdravstvo. Tako imamo dogovor, da posamezne ukrepe na pristojnih ministrstvih komentirajo pristojni ministri, tako on vam je podal svoje stališče. Mi na Ministrstvu za finance smo seveda z svojo strokovno ekipo pomagali pri pripravi teh finančnih izračunov. Kar se tiče pa nadaljnjih aktivnosti in drugih zadev, pa bi jaz prepustil to, da komentira minister za zdravje. Gospod minister je prej rekel, da morate vi svoje povedati, ker naj bi velik del sredstev šel iz integralnega proračuna, če pride do takšnih ukrepov, kot predlaga Levica. Glejte, plod razprave, ko bomo tam, ne? V teku so te razgovori. Izvolite Dnevnik. Klemen Košak, Dnevnik, jaz bi sam preveril, če smo prav razumeli, kljub tem varčevalnim ukrepom, ki se bodo letos zgodili, so izdatki še vedno predvideni taki, kot so v rebalansu? Ali so kaj manjši? Ja, če bomo varčevali, bojo manjši. Ne vemo pa, koliko manjši. Ja, to je pa težko oceniti, to je res težko oceniti. Seveda v tem delu je pravzaprav še težje oceniti prihodke, ne, kako se bojo gibali. Mene veseli, da je napoved Umarja za 3. in 4. kvartal gre ponovno za pozitivni odboj, torej da se v tem delu situacija oziroma gospodarska rast izboljšuje. Lejte, 2. kvartal, se bo ona več vedela povedati, je zelo velika razlika nastala pri prevrednotenju, pri oblikovanju zalog pri enemu podjetju, ne tako, da bo ona to več povedala, to na majhnem gospodarstvu hitro pride do te spremembe. Tako da v tem delu vsekakor jaz upam, da bojo kolegice in kolegi čim več privarčevali. Več, ko bomo privarčevali, ne, večja bo ta pozitivna razlika. Še zadnje vprašanje, TV Slovenija. Jaz bi prosila samo še odgovor glede presežkov, če sem vas pravilno razumela, a ti ostajajo na 0,8 za prihodnje leto, pa 1,2 za 2021, če te presežki še vedno ostajajo. Pa zanima me v bistvu, najprej je bila kar žgoča debata med ministri, da morajo še privarčevati, rekli ste, da so bila pogajanja že zdaj težka. Pa me zanima, na kaj so opozarjali ministri oziroma kaj so povedali, zakaj je ministerski zbor povedal glede tega. Tako imenovani MTO, srednjeročni cilj ostaja in v okviru tega seveda tudi predvideni presežki, tako mi tudi načrtujemo oba proračuna, torej 0,8 in 1,2. Na tem ostajamo, se zato smo pravzaprav te ukrepe tudi predvideli, ne, se znižujejo se nam prihodki in odhodki v obem delu, ampak ta razlika, ne, govorimo seveda o saldu cele države, S13 sektor v celoti, ta dva cilja med drugim, ne, poleg ostalih ciljev, zniževanje dolga in sledenje temu cilju srednjeročne uravnoteženosti, to ostaja. To se ostaja. Drugo vprašanje je bilo pa... Čemu se bomo v bistvu odpovedali teh 100 milijonov, kaj so ministri dejali? Poglejte, finančni razrezi, novi finančni razrezi na 15 ministrstvih bodo seveda morali biti zdaj narejeni v skladu z tem sklepom vlade. Torej, proporcionalno se bo vsakemu nekje za dober odstotek, 1,2 odstotka, ne, znižal finančni razrez, ne, velikost proračuna. Na ministrih pa seveda je, ne, in to bojo najlažje oni ocenili, je pa kako bojo ta sredstva porazporedili oziroma v katerem segmentu se bojo neke aktivnosti ali pa projekti zmanjšali. Torej to, mi bomo danes pripravili razrez, ne, ta izračun, kakšna je ta številka, rečemo najvišje zgornje meje dovoljene porabe, če tako rečem, za 15 ministrstev, temu primerno bojo pa seveda oni, ne, to je v njihovi pristojnosti, potem to uskladili na nižjo mejo.
Za mene je pomembno, da ta, rečemo temu, velika slika je v proračunskem oziroma v fiskalnem okviru. Imamo še kratko vprašanje nove, potem zaključimo. Mene še nekaj zanima. In sicer strani te vlade smo že večkrat slišali obljube po višjih pokojninah, glede na to, da bodo zdaj pa tej varčevalni ukrepi, ali lahko sploh pričakujemo še te višje pokojnine, ali to zaenkrat odpade, oziroma kdaj ne bi bile višje, če bodo višje? Saj nekaj je že pravzaprav predvideno, ne. Redna in izredna letna uskladitev pokojnin, saj to je vsem jasno, kakšni so ti odstotki. In seveda upokojenci ravno tako prejmejo letni dodatek. Torej, absolutno se bojo v tem delu, v tem predvidenem odstotku, ne, pokojnine zvišale. Torej, ne v tem delu, seveda povem, glejte, mi ves čas govorimo, ne, in večkrat slišimo, da imamo rekordne proračune, da imamo zelo visoke proračune, ki so seveda pa posledica, ne, ki je vzrok pa posledica visokih stopenj realne ekonomske rasti. To je bil glavni motivator v tem delu in seveda na naši strani smo, bom rekel, poleg prihodkov prilagodili porabo, tako da smo sledili tudi tem srednjeročnim ciljem in smo v skladu s fiskalnim pravilom. Zdaj, če se ozrete malo nazaj, ne, za pretekla leta, ne glede katera je bila vlada, potem boste videli, da imamo to politiko pravzaprav od leta 2018, ko prvič resno beležimo proračunski presežek. Prej smo, da ne še enkrat ponovil številke, predelali 24 milijard primanjkljaja. Tako da, kar se meni zdi nujno, potrebno je, da ohranjamo ta trend proračunskih presežkov. Zdaj bo 0,8 ali bo 0,9, seveda bom bolj vesel, če bo 0,9 naslednjo leto, ne 0,8, tako kot je predvideno, ne. In da dodatno zmanjšamo ta javni dolg, ne, se približamo maastrichtski meji in lovimo v 3 letih strukturno uravnoteženost. Glejte, tega Slovenija še nikoli ni imela, ne, da smo si čisto jasni, ne. In hkrati seveda v tem delu smo skladni z tem pravilom in to se nam, kar je pa tudi pomembno, odraža v mednarodnih bonitetah. Glejte, mi smo ponovno zrasli nazaj, kar je bilo pred več kot 10 leti, na dvojni A, ne, pri posameznih, ne. In so seveda tudi stroški zadolževanja v tem delu nižji. Nam se v tem delu, k sreči, razen kjer refinanciramo, zadolževanje ne zvišuje, ne. Podobno kot pri Nemčiji, ne, ta ukrep, presežek z nič neto dodatnega zadolževanja, ne. Saj mi smo ga na račun določenih ukrepih celo znižali in to jaz mislim, da je prava pot. Glejte, če mene vprašate, in naš cilj, osnovni cilj ostaja makroekonomska stabilnost, brez te tudi ostalih stabilnosti ni, in javnofinančna vzdržnost, srednjeročna javnofinančna vzdržnost. Na tem bomo vztrajali in to imamo v teh proračunih v največji možni meri vključeno. Še Ema kratko pojasnjevalno, potem pa... Ja, zdaj povedali ste, koliko mora prihodnje leto vsak minister še poiskati rezerve, glede na obstoječi razrez, ampak nazadnje na Brdu pri Kranju ste govorili tudi o omejevalnih ukrepih, ki bodo mogoče potrebni. Je to še kaj dodatnega, ker premier je potem govoril veliko o delu, o sociali, o socialnih transferih, lahko pričakujemo še kaj na tem področju, kakšne posebne reze? Kaj ste imeli točno takrat v mislih? Prvi omejevalni ukrep, če rečemo, v letošnjem letu je vsekakor izrazito varčevanje, ne. To mislim, da ni res, tu se pogovarjamo samo o tistih nenujnih, ne. Glejte, vedno je lepo, da se kaj še dodatno postori, ampak v okviru zmožnosti, ne. Kakršne imamo pač zmožnosti, toliko bomo naredili. Meni je žal, da se v preteklih letih na določenih segmentih ni praktično nič zgodilo, ne, in smo v preteklih 2 letih predvsem popravljali, kolikor smo lahko, ponovno v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi, ne. V letošnjem letu, za naslednjo leto je pa ta ukrep, kot smo rekli, že omejevalni. Tu pa ministrstva pri sebi omejujejo za 100 milijonov te izdatke, ne. Ne gre pa to, kot ste videli, res v pokojnine, kar je bilo prej eksplicitno vprašano, gre pa za določene, če mene vprašate, odpravljanje določenih anomalij, ki so se nam v preteklosti nabrale, ne, in jih nismo nikoli odpravili, ne. Nam se je vse samo nabiralo.
In morate vedeti, da mi imamo zakonskih obveznosti v proračunu praktično 94 do 95% je proračuna fiksiranega, ne. Mi imamo toliko teh zakonskih obveznosti, da nam je v tem delu praktično že močno zmanjšan manevrski prostor. Predvsem v tem delu, kjer so kakšne anomalije, ne, če imate rekordno nizko brezposelnost, ne, potem sprejmete nek ukrep ali pa odpravite neki ukrep, ki ga nikjer drugje v Evropi več ni, ne. S tem se verjetno vsi strinjamo, da ne gre za nek res, ne. Gre za odpravo, če mene vprašate, anomalije, ki bi jo že davno predhodno mogli odpraviti. Vse ste me razumeli. Dodatek za delovno aktivnost, mogoče samo še to, zdaj je bil zadržan, ne, v parlamentu, teh 16 milijonov evrov bi verjetno zdaj zelo prav prišlo. Če recimo ta zakon ne gre čez, bodo torej morali ministri za 116 milijonov evrov prišparati. Za vsak evro, ne, milijon evrov, sem zelo hvaležen. Tako, Hvala lepa. Hvala lepa ministru, hvala vam. Še naprej lep dan.